zagotoviti z usmeritvami nepreiskovanje afere Črna kocka. Jaz te kandidature ali pa tega predloga v resnici ne vidim kot neko nagrado za pretekle delo in zasluge, ampak jo vidim bolj v smislu opravljanja nove storitve za mandatarja, ki jo bo pa od zdaj naprej, od tega trenutka naprej plačala država. Do zdaj jo je plačal nekdo drug, zdaj pa jaz vidim, da jo bomo plačevali davkoplačevalci. Jaz si ne zatiskam oči, čeprav je kandidat zdaj izrazito poudaril, da se bo držal zakonskih omejitev, koliko ima sploh pristojnosti, koliko lahko daje usmeritev policiji. Ampak po drugi strani smo pa že strani predsednika tega odbora že kar danes lahko videli pričakovanja, je rekel. Niti ni rekel, vam zastavljam vprašanje, ampak pričakuje od vas, da bo v primeru protestov policija ravnala tako in tako. Kako boste kot minister zagotovili, da policija ne bo pod političnim vplivom? Ne s to floskulo, kaj so vaše pristojnosti, kaj pravi zakon, ampak kako boste dejansko to zagotovili v luči tega, da je predsedujoči, vemo vsi, se nahajal v operativnem štabu policije, ko so potekali protesti v družbi še njegovih parih kolegov in kot rečeno, sem že danes povedala, je že zdaj izrazil pričakovanje, kako se bo reagiralo v takem primeru. Ali pa je po drugi strani, kot sem že tudi sama rekla, to vaša nova storitev, torej ravno namen vašega imenovanja, zagotoviti z usmeritvami nepreiskovanje afere Črna kocka.